Pozdravljeni in dobrodošli v dogodkih tedna. V sredo je občino Šmartno pri Litiji zajelo neurje. Največ nevšečnosti je povzročal močan veter, ki je podrl nekaj dreves. Na pomoč so priskočili pristojni gasilci, ki so podrta drevesa odstranili. Osnovna šola Šmartno pri Litiji ima v svoji organizaciji tudi 3 podružnične šole: v Kostrevnici, Štangarskih Poljanah in na Primskovem. Vse imajo že lepo število let. Prvi 2 sta že doživeli prenovo, letos pa je na vrsti šola na Primskovem. V tem času poteka energetska sanacija, ki bo bistveno pripomogla k bolj funkcionalnemu delovanju in boljšemu počutju učencev ter zaposlenih na njej. O tem, da so podružnične osnovne šole izjemnega pomena ne le za izobraževanje, ampak so tudi središča družabnega in kulturnega življenja krajevnih skupnosti, ni da bi izgubljali besed, sploh na Primskovem, ki je najbolj južna krajevna skupnost občine Šmartno pri Litiji. Podružnična šola Primskovo je bila zdaj že eno obdobje v samih razpravah prisotna kot potrebna za sanacijo oziroma energetsko sanacijo objekta. Se pravi, da objekt toplotno izoliramo in ga seveda temu primerno tudi nadgradimo. Ob tem, to je bil osnovni projekt, ki je bil pripravljen. Seveda ob tem tudi nekatere manjše spremembe v samem objektu zaradi boljšega počutja tako učencev kot zaposlenih. Seveda se je pa v tem obdobju pojavila tudi neka dodatna potreba na Primskovem oziroma želja krajanov po še eni enoti vrtca. To za nas seveda pomeni neko dodatno breme, pa vendarle se je pokazalo, da lahko znotraj samega objekta stvari tako uredimo, da pridobimo tudi te prostore. Seveda ob razumevanju vseh, ki bodo ob tem vključeni. Tako smo prišli do neke rešitve, ki bo dolgoročno seveda za Primskovo kot tako en velik plus. Seveda pa nam odpira vprašanje, če bo dolgoročno objekt, če bomo s tem tempom nadaljevali. Si pa želim seveda, da bo območje poseljeno in seveda vedno z novimi prebivalci, da bomo dosegli, da bo ta, vse skozi poln. Seveda, vse to pa seveda za sabo potegne tudi določene dodatna dela, ampak smo nekje zdaj v okviru, ravno včeraj smo imeli sestanek, kjer smo še neke stvari usklajevali, tako da jaz upam, da bomo ostali znotraj predvidenih sredstev. Šola v tem obdobju sicer ni čista 4-razrednica, ampak bo pa z novim šolskim letom, kakor sem govoril z ravnateljem, predvideno, ob tem, da še seveda dobimo še eno enoto vrtca. Ja, naš celoten plan je tako, da seveda s 1. septembrom te prostore lahko predamo tako šoli kot vrtcu. Ob tem je seveda to naš rok, ki ga želimo doseči. Nekje v planu pa je, da seveda v avgustu končamo z deli in da lahko potem stvari predamo. To je tudi zaveza izvajalca. Upam, da te vse spremembe, ki so seveda nastale, ne bodo preveč podaljšale dela. Finančna konstrukcija, kar se prihodkovnega vira tiče, smo zagotovili sredstva seveda v občinskem proračunu z viri tako imenovanega 21. člena Zakona o financiranju občin. Iz teh virov napajamo tudi z samo investicijo. Zdaj, se pravim, okvirna vrednost se giblje okrog dobrih 300.000 evrov. Je pa seveda zdaj malo vsa ta dodatna dela, upam, da nam bodo bistveno presegla oziroma da se trudimo, da ostajamo nekje v okviru obstoječih planiranih sredstev. Tako kot že 56 let se je tudi letos v Zagorju odvijalo srečanje likovnih umetnikov 57. slikarske kolonije iz Lake Zagorje.
Kljub številnim omejitvam, ki so posledica koronavirusa, so se organizatorji odločili, da ne prekinejo dolgoletne tradicije, ampak jo nadaljujejo v nekoliko prilagojenih razmerah. Kolonija deluje neprekinjeno od leta 1964 in je kot taka ena najstarejših v Sloveniji. Med likovniki, ki so v večini vsi akademsko izobraženi, je zelo priljubljena in kot pravijo sami, je povabilo nanjo čast, na katero so ponosni. Ja, mislim, da ni potrebno posebej poudariti, po čem se bomo pač spomnili. Namreč tale kolonija je bila kar pod vprašajem letos res, in bilo bi seveda kar narodno, ker v 57-letni zgodovini niti enkrat ni bilo leto, ko ne bi organizirali oziroma izvedli kolonije. Imeli smo že različne scenarije, od različnih virtualnih zadev do neke druge improvizacije, ampak na srečo do sedaj upam, da bomo še teh par dni zdržali. Kolonija generalno gledano poteka tako, kot je običajno po ostala leta. Razlika je mogoče edino v tem, da to pot seveda ni tujih umetnikov, namreč seveda mi smo vabljene iz Španije, iz Nizozemske in iz Rusije. Seveda to je samo v sebi omenilo, da v tem trenutku ni bilo mogoče realizirati. Tako da so večinoma v bistvu domači slovenski slikarji. Seveda gre za renomirane umetnike, to je pa vse v klasičnem slogu naše kolonije, po čemer tudi seveda tudi slovi naša kolonija. Tule ste na koloniji v Zagorju, pa me seveda zanima razlog, zakaj je pravzaprav. Zaradi povabila, katerega sem se zelo razveselila in mi je bilo veliko čast, ker sem kolonijo, ki je tako tradicionalna in dolgotrajna in je bilo dosti imen, ki jih zelo občudujem, že prisotnih in sem seveda takoj pristala na sodelovanje, ker se mi zdi v bistvu častno sodelovati na taki stvari. Sploh pa z organizatorji, ki se tako kontinuirano trudijo v enem kraju, da ni znan samo po nekoč onesnaženem zraku, okoljnu in ne vem, nesrečnih ljudeh zaradi težkega dela je dejansko Zagorje dobilo svoje mesto, se mi zdi v tej likovni sceni, bi rekla prav na račun te kolonije in pa številnih umetnikov, ki tule iz Zasavja izhajajo. Prihajate iz Krasa, povsem drugo okolje, kot je tule. Kako pravzaprav okolje vpliva na umetnika, kako vpliva na njegovo inspiracijo, na njegovo delo? Jaz me zanima bolj družbeno okolje, kot recimo sama narava. Narava seveda me pomirja, inspirira in to, ampak ker se ne ukvarjam recimo s krajinarskim slikarstvom, je v bistvu, bom rekla tako, vsaka sprememba okolja je za nekoga lahko travmatična, za nekoga inspirativna. Jaz sem človek, ki me to inspirira in me inspirirajo presenečenja, zato mi je bilo tudi super, da sploh nisem vedela točno, kam pridemo, kje bomo delali in tako, in seveda sem pozitivno presenečena nad tem krasnim velikim prostorom, nad novimi ljudmi. Skratka, bom rekla, sprememba okolja je zame pozitivna vedno, ker so novi ljudje, nove prilike za izmenjavo idej in tako. Mogoče se to izraža tudi v samem umetniškem delu, ampak bolj se na tem osebni rasti nekako odraža. Tako da mogoče to ni klasičen odgovor, ker mogoče je večja razlika za slikarja, ki prihaja iz Julijskih Alp, pa gre na kolonijo v Prekmurje, pa izrazito ga inspirira zunanje okolje. Zdaj, mene bolj neki pojavi, pa neke urbane ali pa neki detajli inspirirajo, ki jih vidimo povsod, ampak karakter jim dajo pa ljudje, ki tukaj živijo. Tako da v glavnem počutim se maksimalno, optimalno, dejansko doma sem rekla, da grem na dopust na morje. Skratka, tisti višek leta, tako se tudi počutim. Most na Savi že kaže prenovljeno podobo, zato smo za komentar prosili župana občine Litija Francija Rokavca, ki je povedal, kaj se je že naredilo in kaj je še potrebno urediti. Ja, mislim, da je zdaj po enem letu, ko se je začelo pristopiti k sami investiciji, res most Sava zgleda drugačen, kot je bil. Dobro, saj zaključen je bil že do konca leta, ampak določene detajli, predvsem zunanje ureditev, pa se je delala še do pred kratkim. Se pravi, se mi zdi, da je zdaj iz glavne ceste G208 kar prijeten prihod v Savo. Most je trden,
Tako da se mi zdi, da je bila uspešna, bi rekel, celovita obnova mostu in le pričakujem, da bo temu lahko služil vsaj nekaj 10 let brez, bi rekel, večjih intervencij. Imamo pa še eno zadevo, ki jo moramo do konca urediti. Namreč ob vhodu na most iz Zasavske glavne ceste sta dva pomnika. Eden je pomnik delavcu, ki je ob gradnji, se pravi tega mostu 1935. leta se žal ponesrečil. Drugi pomnik pa govori o, bi rekel, obnovah tega mostu in oba dva tega pomnika želimo še do tam jeseni ustrezno obnoviti, ker se mi zdi, da je tudi ta večji, eden od največjih gradbenih posegov od same izgradnje, si zasluži, da tudi tukaj naredimo, bi rekel, to potrebno obnovo. Počitnice so lahko tudi mladim priložnost, da si vzamejo čas za dobre knjige. S tem razvijajo svoje bralne sposobnosti, širijo besedni zaklad in se podajajo na različna potovanja s pomočjo domišljije. Akcija Poletavci knjižnice Litija nagovarja prav mlade bralce. Več o njej pa knjižničarka Aleksandra Mavretič. Tako kot že več let doslej, tudi letos knjižnica Litija sodeluje v projektu Poletavci, poletni bralci. Nagrada bo poletavska majica, z malo več sreče pa se nasmiha še glavna nagrada. Letos Hervis podarja šotor za 2 osebi, bralni seznami vas čakajo v obeh knjižnicah, pa tudi na spletu. Ambasador projekta Nik Škrlec vas v spotu vabi k sodelovanju. Človek z veliko talenti je rad bral in še bere. V spotih na YouTube vabi k branju in pove še kakšno zanimivost. Poletavci je projekt, ki poteka že 10. leto in je k sodelovanju privabil že 16 slovenskih knjižnic. Vabljeni k branju. Zaključna prireditev bo oktobra, kjer se bomo srečali na festivalu medgeneracijskega festivala. Če le ne pride kaj vmes. Če pa že, si bomo že kaj izmislili, saj poletavcev nič ne ustavi. To so bili dogodki tedna. Nasvidenje v naslednjem tednu.